si narodniki krepeni dočakan dan. Da koder sonce hodi, prepili sveta pobregna. Da rojak prosponsa, ne glade sosed pomejak. Da rojak prosponsa, ne glade sosed Spoštovane državne svetnice in spoštovani državni svetniki, vabljeni gostje in predstavniki medijev, posebej pa pozdravljam dosedanjega predsednika gospoda Mitja Brvarja in predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza. Dovolite mi, da pričnem z konstitutivno sejo državnega sveta, ki je v skladu z 48. členom Zakona o državnem svetu in je na ta način sklican. Pa bi lepo prosil najprej za pozdravni nagovor predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza. Spoštovani novoizvoljeni državni svetniki in državne svetnice, spoštovani dosedanji predsednik državnega sveta, gospe in gospodje. Vesel sem, da vam danes ob vaši prvi seji lahko spregovorim nekaj besed. Pomen državnega zbora in državnega sveta je tkan v našo ustavo, pri čemer ima vsak svoje naloge in pristojnosti. Medtem ko državni zbor predstavlja vse državljane in državljanke in je na volitvah izvoljen neposredno, pa državni svet predstavlja, tako 96. člen ustave, zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. To torej med drugim pomeni, da je naloga državnega sveta, da posebej bdi nad državnim zborom, ko ta sprejema zakone z navedenih področij, socialnega, gospodarskega, poklicnega ali lokalnega. Sam menim, da se mora v teh primerih državni svet aktivno vključiti v razpravo in konstruktivno sodelovati z državnim zborom, kajti le sodelovanje obeh domov lahko pripelje tudi do najboljše zakonodaje. Temu pa je tako delo v državnega zbora kot državnega sveta namenjeno. A državni svet ima, poleg naštetih, še druge naloge, ki jih ustava jasno določa. Med temi velja izpostaviti pravico, da lahko predlaga državnemu zboru tudi sprejem zakonov. V minulih mandatih je bilo vloženih nekaj predlogov, a so ti pogosto tudi zaradi nedodelonosti končali svojo zakonodajno pot. Morda se vam kot državnim svetnicam in svetnikom kot ena največjih pristojnosti zdi to, da lahko zahtevate, da o sprejetih zakonih državni zbor še enkrat odloča. A meni se zdi ta najpomembnejši pristojnosti državnega sveta ta, da lahko daje mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, pa tudi, da lahko državni svet zahteva preiskavo o zahtevah javnega pomena iz 93. člena ustave. Zakaj tako mislim? Ker je ravno v teh dveh določilih posebej izpostavljeno vprašanje pomena sodelovanja med državnim zborom in državnim svetom. Bodimo iskreni. Državni svet je v očeh mnogih pogosto viden kot organ, ki ovira zakonodajni postopek. To gre pripisati predvsem ustavni določbi v zvezi z možnostjo državnega sveta, da zahteva ponovno odločanje državnega zbora o določenem zakonu. Tudi zaradi tega so se v preteklosti porajale ideje, da je bilo treba državni svet celo ukiniti. Sam menim, kot veste, ob začetku svojega mandata dejal, da si želim predvsem sodelovanja med državnim svetom in državnim zborom. Tega si želim in tako razmišljam tudi danes. A za sodelovanje sta potrebna dva. Državni zbor, če si želi sodelovanja, ne sme udejanjati stvari na način, ki bi sodelovanje onemogočale. Sočasno pa državni svet, če si želi sodelovanja, ne sme, če se lahko tako izrazim, nagajati državnemu zboru. Zato pravim in tako poudarjam, da sam vidim ključno vlogo v sodelovanju. Tega predvideva tudi ustava, ko določa vaše pristojnosti. Želim vam, da bi bile
da bi te polno in tvorno uresničevali, ter tako prek svojih predlogov in mnenj pripomogli k boljšim rešitvam. Kajti dobro za naše državljanke in državljane delamo lahko le, če delamo z roko v roki. Gospe in gospodje, sam sem imel večkrat priložnost sodelovati z državnim svetom tekom predhodnega mandata. Včasih kot govornik, včasih kot poročevalec ob sprejemanju kakšnega zakona. In moram reči, da je bilo to sodelovanje dobro in da si takega in tovrstnega sodelovanja želim še naprej. Da bi vsi skupaj z veliko modrosti delali predvsem tisto, kar bo dobro za vse nas in za našo širšo domovino. Veliko odločevalske modrosti vam želim in hvala za pozornost. Gospodu dr. Milanu Brglezu, predsedniku Državnega zbora, se lepo zahvaljujem za spodbudne besede k komplementarnemu sodelovanju med Državnim zborom in Državnim svetom. Vabim dosedanjega predsednika Državnega sveta, gospoda Mitja Bervarja, tudi k pozdravnim besedam. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Lep pozdrav seveda predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu. Predvsem pa lep pozdrav vam, spoštovane svetnice in svetniki. Vesel sem, da sem danes ponovno tukaj med vami in da lahko čestitam vsem, če temu rečem, starim državnim svetnikom in svetnicam, ki ste pokazali preko svojega dela uspešno delo in da ste seveda dokazali tudi v svojem okolju, da so vas podprli. To je 19, državnih svetnikov. Ob tem pa seveda čestitam vsem ostalim 20 državnim svetnikom, ki ste prav tako izkazali željo in seveda uvideli, da je Državni svet tudi v tem mandatu, kot tudi v prejšnjih, pokazal eno dobro pripravljenost delovanja s civilno družbo, z vašimi interesi in zato ste tudi videli priložnost, da tudi sami seveda kot aktivni člani Državnega sveta vplivate na vaše delo oziroma na delo Državnega sveta. Zato čestitke vsem. Seveda bom tudi sam osebno zelo vesel, ko se vam bo pridružil še 40. član, to je prav predstavnik kulture in športa, katerega sem sam zastopal v Državnem svetu. Vesel sem tudi, da na področju enakosti spolov nekako delamo ali delate in da imamo veliko uspešnih stvari v tem smislu, da smo v lanskem letu imeli največ, to se pravi 3 dame nežniškega spola, če lahko temu tako rečem, in da ste v tem sklicu nadkrilili to in da imamo sedaj 4 in jaz sem vesel, da se to razmerje tudi spreminja. Morda bi vam rad samo nekaj mislih povedal nekaj svojih občutkov in to je, da ste danes lahko veliko bolj, kako naj temu rečem, veseli in ponosni, da danes sedite tukaj. Namreč 5 let nazaj je bilo stanje v Republiki Sloveniji bistveno drugače. V jeseni 2012 in seveda tudi v decembru so po Sloveniji potekale demonstracije, veliko je bilo kritičnih zgodbic, veliko je bilo nekega vala, nezadovoljstva in seveda tudi mi, državni svetniki, lahko rečem, da smo se počutili zelo, kako naj temu rečem, nerodno oziroma sami smo razmišljali o tem zelo veliko, kako naj delamo naprej. Želel bi vam povedati tudi to, vsem vam 20, ki ste danes na novo, da smo uspeli v Državnem svetu narediti in prepričati seveda Državni zbor, da je Državni zbor sprejel zakon o funkcionarjih, ki je omogočal delo in seveda nadomestilo za delo, ki ga opravljajo državni svetniki. Po 10 letih dela in želja, da bi do tega prišlo, smo to uspeli. Moram vam pa povedati, da so vsi državni svetniki v tem 6-mesečnem obdobju vso delo opravljali pro bono. In niti ena seja ni bila nesklepčna, ampak v bistvu vse sklepčne in s tem smo pokazali svojo tudi preko državljansko in pa seveda osebno držo. Lahko rečem, da smo v tem državnem svetu, v tem mandatu, 5. sklicu, naredili kar nekaj zanimivih stvari, da smo seveda bili pobudniki predloga, da se ustava
da se v ustavo vpiše pitna voda, pravica do pitne vode, da smo seveda dali kar nekaj ustavnih pobud, da smo izglasovali, če želite, tudi 3 veta, ampak mislim, da je tudi bolj pomembno to, da smo v tem mandatu nekako dali v državni zbor 250 mnenj, ki moram reči, da so jih bolj ali manj upoštevali v državnem zboru. In lahko vam rečem, da smo bili uspešni tudi pri tem. Seveda smo bili državni svetniki tudi veseli, da smo nekako uspeli, da je do nas oziroma na sejo državnega sveta prišel tako predsednik republike, prvič, tako predsednik državnega zbora, prvič in tudi predsednik vlade. Moram pa reči, da nam še vedno ni uspela tista znana zgodba, ki jo nekateri tisti državni svetniki, ki ste že bili v državnem svetu, poznate, to je takrat imenovano 4. branje, danes pa ponovno odločanje. Res je, ta projekt je sedaj v nadaljnem postopku. Prejšnji teden je bila seja komisije v državnem zboru in poslanci so potrdili nadaljni postopek tega ponovnega odločanja. Mislim, da bo to ena vaša prioritet, da nekako skupaj z državnim zborom najdete tisto pravo mero sodelovanja, kar je tudi že omenjal gospod predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. Rad bi vam povedal tudi to, da smo v tem letu imeli Združenje evropskih senatov, da so prišli predstavniki iz drugih držav, iz drugih domov in da je bilo to, moram reči, zelo uspešno. Rad bi vam povedal tudi to, da smo v državnem svetu naredili, po moje, v tem sklicu eno zelo pomembno stvar. Namreč na prvo mesto smo postavili interese, ki jih predstavljamo. Lokalne, kakršnekoli gospodarske, sindikalne, športne, podjetniške, področje kmetijstva, visokega šolstva, zdravstva, sociale, da ne bi našteval vseh. Mislim, da je to zelo pomembna stvar, kajti na osnovi tega se razlikujemo v največji meri od državnega zbora. Tam je jasno, da so strankarske zgodbe, koalicije, opozicije, tukaj pa se mi zdi, da je pravo mesto za interese, ki jih mi predstavljamo. Rad bi vam povedal še to, da verjamem, da boste vi z svojim delom lahko nadgradili to zgodbo, kajti, kot sami opazite, so danes mediji do državnega sveta bolj prijazni, bolj nas spremljajo in če želite, si lahko tudi ogledate vse te podatke, koliko vsako leto smo povečali prisotnost državnega sveta v medijih. To seveda tudi pomeni večjo odgovornost, to tudi pomeni, da morate seveda na drugi strani biti pazljivi pri izjavah in da morate seveda biti konstruktivni. Lahko bi še povedal to, da smo naredili tudi eno zgodbo, ki se mi zdi zelo pomembna. Lahko vam zaupam, da je nivo komuniciranja v državnem svetu v 5. sklicu bil dober. Kulturno, korektno obnašanje drug do drugega, ne glede na to, da smo bili različnega mnenja, ne glede na to, da smo včasih drugače razmišljali, pa vendarle smo pustili drug drugemu razpravljati, diskutirati in lahko rečem, da nekih večjih napak ali žalitev med nami ni bilo. To vam seveda tudi toplo polagam na srce v prihodnje, kajti skupaj boste delali in živeli od 2017 do 2022, to je dolga doba in morate se zavedati, da v letu 2022 je leto volitev. Volitve v državni svet, volitve v državni zbor, lokalne volitve in volitve predsednika Republike Slovenije. To se pravi, imate zelo pomembno vlogo do leta 2022, kako boste peljali ta državni svet. Zato seveda vam na koncu izrekam dobro popotnico in dobrodošlico tukaj v parlamentu, v hramu demokracije in seveda vam želim srečne božične praznike in pa uspešno novo leto v 2018, vsakemu posebej in seveda tudi vsem vam kot inštituciji državnega sveta. Hvala lepa. Dosedanjemu predsedniku državnega sveta
gospodu Mitju Brvarju, magistru menedžmenta, se lepo zahvaljujem za konkreten oris delovanja Državnega sveta v preteklem mandatu in seveda dobre želje za ta naslednji mandat. Dovolite mi, da se obema častnima gostoma iskreno zahvalim za te spodbudne besede in za nakazilo pač nadaljnega dela na področju parlamentarnosti v Sloveniji. Rad bi vas še obvestil, da v sklicu seje je bil obveščen predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod dr. Miro Cerar. Na sejo so vabljeni tudi predstavniki Državne volilne komisije, ki jih prav tako lepo pozdravljam. Med izvoljenimi državnimi svetniki se je upravičil samo gospod Ladislav Rožič. V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o Državnem svetu pa kot najstarejši izvoljeni član Državnega sveta vodim to prvo sejo Državnega sveta do izvolitve predsednika Državnega sveta. Pri seji mi pomaga namestnik sekretarja Državnega sveta dr. Dušan Štrus. Vsi izrazi v nadaljnjem bodo v moški obliki, vendar enako veljajo tudi za ženske. Pred nadaljevanjem seje bi želel še preveriti, ali ste vsi državni svetniki oddali potrdilo o izvolitvi, ki vam ga je izdala Državna volilna komisija, to je 23. člen Zakona o Državnem svetu. Če kdo tega še ni storil, prosim, da potrdilo odda tu pri predsedniški mizi. Torej sklepam iz vašega ravnanja, da smo ta potrdila vsi prejeli. Zdaj pa prihajamo na predlog dnevnega reda. O dnevnem redu ste vsi obveščeni, interesne skupine so razpravljale in iz poročil interesnih skupin sklepam, da ni nobene pobude za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. Pa vprašam, ali bi kdo od prisotnih svetnikov imel kakšno pobudo ali za spremembo ali dopolnitev. Če ni, potem bi prebral obstoječi dnevni red in seveda, da se o njem izjasnimo. Torej prvič, izvolitev predsednika, podpredsednika in članov mandatno-imunitetne komisije. Drugič, potrditev mandatov državnih svetnikov. Tretjič, izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Četrtič, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. In petič, imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije. Še enkrat vprašam, za tem prebranim dnevnim redom želi kdo razpravljati? Če ne, potem ga dajem v potrditev. Kdo je za? Oziroma, pardon, mi imamo postopek urejen in bi prosil gospoda Štrusa, da pojasni, kako poteka glasovanje. Hvala lepa za besedo. 99. člen Ustave Republike Slovenije določa, da Državni svet sklepa, kadar je na seji navzoča večina državnih svetnic in državnih svetnikov. 52. člen Poslovnika pa določa, da Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih državnih svetnikov. Kratka navodila za glasovanje. Najprej potrdite svojo prisotnost, prisotnost potrdite s pritiskom na rumeno tipko. Glasovanje za bo sledilo zatem, glasujete tako, da pri pozivu predsedujočega, kdo je za, pritisnete na rumeno tipko, tedaj se pri vas prižge rdeča lučka, kar je znak, da ste glasovali. Sledi glasovanje proti, pri pozivu predsedujočega, kdo je proti, pritisnete na rumeno tipko, na mizi se vam prižge rdeča lučka. Če se zmotite, nam to takoj sporočite in bomo razveljavili potek glasovanja ter začeli z glasovanjem znova. Po zaključenem glasovanju je ponovitev glasovanja mogoča samo na podlagi ugovora takoj po glasovanju, pred prehodom na novo točko
in o ponovitvi glasovanja na podlagi 54. člena poslovnika odloča Državni svet brez razprave in obrazložitve glasu. Torej, najprej preverjamo prisotnost. Prisotnost. Ker ne dela, bomo še enkrat ponovili glasovanje. Še enkrat ugotavljamo prisotnost. Še enkrat preverjamo prisotnost. Preverjamo, kdo je za. Kdo je proti? Samo kratka obrazložitev. Vedno, kadar bo prišla številka za višja od številke prisotnosti, ni nobenega problema, ker to pomeni, da niso vsi pritisnili prisotnost. Prisotnost se preverja samo zaradi sklepčnosti in kadar je številka višja od 21, je vse v redu. Štejo se glasovi za, ki mora biti višja od glasov proti ali obratno. Torej ugotavljam, da je Državni svet sklepčen bil in da je bil predlog dnevnega reda sprejet z 35 glasovi za in z nobenim glasovom proti. Torej dnevni red je sprejet. Zdaj pa prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je izvolitev predsednika, podpredsednika in članov mandatno-imunitetne komisije po 49. členu zakona o državnem svetu. Najprej bi pristopili k, mislim, da oblikovanju mandatno-imunitetne komisije. Zdaj predlogi so izoblikovani na podlagi sklepov interesnih skupin. Lahko podate predlog? Torej, interesne skupine so brez dodatnih ali nasprotnih predlogov predlagale tako mandatno-imunitetno komisijo. Predsednik Franc Rokavec, člani Lidija Jerkič, Igor Antauer, profesor dr. Branka Kaljenić-Ramšak in Cvetko Zupančič. Odpiram razpravo, je kakšen drugačen predlog, dopolnilni predlog? Če ni, potem predlagam, da pristopimo k glasovanju in sicer tako, kot je prej pojasnil dr. Štrus, najprej ugotavljamo prisotnost. Hvala lepa. Zdaj, kdo je za predlagani predlog mandatno-imunitetne komisije? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Torej, pri glasovanju smo ugotovili, da je oddalo svojo prisotnost 34 državnih svetnikov, za je glasovalo 36 in nihče proti. Torej je mandatno-imunitetna komisija imenovana, sicer z začasnim mandatom, dokler se ne potrdijo mandati državnih svetnikov. S tem zaključujem to točko in prosim mandatno-imunitetno komisijo, da odide v sobo 209, da preveri stanje mandatov in seveda poroča. Sejo prekinjam za 15 minut. Spoštovani državni svetniki, nadaljujemo z obravnavo druge točke dnevnega reda, ravno ker delijo poročilo mandatno-imunitetne
komisije. Ko bo pisno poročilo razdeljeno, potem seveda nadaljujemo z sklepanjem. So vsi državni svetniki prejeli pisno poročilo? So, hvala lepa. No, jaz bi upozoril zlasti na dva sklepa na drugi strani. Vendar predno konkretno odločamo o teh dveh sklepih, bi prosil, če predsednik Mandatno-imunitetne komisije, gospod Franc Rokavec, želi kaj pojasniti. Prosim. Hvala za besedo, predsedujoči in pa spoštovane svetnice in svetniki. Sedaj je Mandatno-imunitetna komisija na današnji seji prejela poročilo o delnem izidu volitev članov Državnega sveta, ki ga je Državnemu svetu Republike Slovenije predložila Državna volilna komisija. Predstavnik Državne volilne komisije oziroma direktor Državne volilne komisije, gospod Dušan Vučko, je pojasnil, da je iz poročila razviden potek volitev. Državna volilna komisija je izdala 39 potrdil o izvolitvi, ki so bila predložena Mandatno-imunitetni komisiji. Do seje Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta je ta prejela 3 pritožbe in sicer zoper mandat gospoda Toneta Hravata. Služba za pravne in analitične zadeve Državnega sveta je omenjene pritožbe preučila, ugotovila, da so bile pritožbe vložene pravočasno, imajo vse zahtevane sestavine in so jih vložili upravičene osebe oziroma organizacija službe pravne in analitične zadeve Državnega sveta, pa seveda ugotavlja, da ukolikor je zoper odločitev volilne komisije vložena pritožba, je mandat izvoljenega državnega svetnika sporen, saj je s pritožbo nastal spor v njegovem mandatu. O pritožbi je potrebno odločiti, to pa lahko stori le državni svet in na način, da mandat državnemu svetniku na predlog Mandatno-imunitetne komisije potrdi ali pa ne potrdi. 4. odstavek 6. člena poslovnika o delu Državnega sveta. Saj drugačnega načina odločitev o pritožbi ne zakon o Državnem svetu, ne poslovnik Državnega sveta ne določata. Komisija je po razpravi sprejela naslednja 2 sklepa. Prvič, Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta predlaga Državnemu svetu, da na podlagi 50. člena zakona o Državnem svetu in 3. odstavka 6. člena poslovnika Državnega sveta sprejme naslednji sklep. Potrdijo se mandati 38 članom Državnega sveta, izvoljenih na volitvah 22. in 23. novembra 2017. In drugi predlog sklepa, Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta predlaga Državnemu svetu, da posebej odloča o mandatu gospoda Toneta Hravata zaradi pritožbe Damjana Štefanca, doktorja Zorana Božiča in Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in da na podlagi 2. odstavka 50. člena zakona o Državnem svetu in 3. odstavka 6. člena poslovnika Državnega sveta sprejme naslednji sklep, potrdi se mandat gospodu Tonetu Hravatu. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku. Zdaj pa prosim, če želi kdo od predstavnikov interesnih skupin se priglasiti k razpravi. Nihče? Potem pozivam, če želi kdo od državnih svetnikov besedo. Ker se ne javlja nihče, prehajamo na sprejetje 2 predlaganih sklepov. In sicer najprej ugotavljamo prisotnost. Hvala. Zdaj, najprej sprejemamo ta sklep za 38 državnih svetnikov. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče.
Torej, prisotno se je prijavilo 38 državnih svetnikov, za je glasovalo 37 in nihče proti. Torej so mandati 38 državnih svetnikov potrjeni. Zdaj pa posebej sklepamo o mandatu gospoda Toneta Hrovata. Ugotavljamo prisotnost. Hvala. Kdo je za potrditev njegovega mandata? Hvala. Kdo je proti potrditvi njegovega mandata? Torej ugotavljam, 37 državnih svetnikov je priglasilo prisotnost, 33 so glasovali za potrditev mandata gospoda Toneta Hrovata, nihče ni bil proti. Torej vseh 39 izvoljenih državnih svetnikov imajo potrjene mandate. Hvala lepa. S tem bi bila ta točka dnevnega reda zaključena. No, zdaj pa prihajamo na naslednjo, to je tretjo točko dnevnega reda, to je izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Torej, iz dokumentacije, s katero razpolagam, imamo 3 predloge. So te glasovnice že pripravljene? Aha. Lahko dobim seznam teh 3? Torej, iz predloženih predlogov je razvidno, da imamo 3 predloge za kandidate za predsednika, in sicer najprej Samar Kalil, potem drugi je Alojz Kovšca in tretji Boris Popovič. No, za kandidate za podpredsednika, to bomo pa kasneje obravnavali. Zdaj jaz bi te 3 predlogi izpolnjujejo vse potrebne formalne pogoje in bi prosil najprej predstavnike interesnih skupin, če želijo razpravljati. Nihče? Potem bi pozval, če želi kdo od državnih svetnikov razpravljati o teh 3 predlogih. Nihče? No, potem, če se nihče ne javlja, potem je najboljše, da pristopimo k predstavitvam vseh 3 kandidatov. Pa bi prosil najprej prvega na seznamu državnega svetnika Samar Kalila, če se lahko kratko predstavi. Hvala za besedo. Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem podpisnikom kandidature za predsednika Državnega sveta in s tem tudi mojo priložnost, da se vam na kratko predstavim. Sem Samar Kalil, rojen sem leta 1969 v Novem mestu. Osnovno šolo sem obiskoval v Črnomlju, srednjo elektrošolo v Novem mestu, v Ljubljani pa sem uspešno zaključil višjo upravno šolo. Ves čas živim v Črnomlju, ker sem v mlajših letih deloval na področju mladinske kulture, v tem trenutku pa sem tudi podžupan občine Črnomelj. Sem oženjen in oče 2 otrok. Kot prodajni predstavnik sem zaposlen na Petrolu. Sedaj sem skupaj z vami nastopil svoj drugi mandat v Državnem svetu Republike Slovenije, tudi tokrat kot predstavnik lokalnih interesov, izvoljen v Beli krajini. Ravno kar smo praznovali 25-letnico delovanja Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta. Tekom preteklega četrtstoletja se je Državni svet uveljavil, še posebej velja to za pretekli mandat. Želim nadaljevati to delo, saj je potrebno prepoznavnost Državnega sveta nenehno povečevati. Tako med posamezniki, kot tudi med strokovnjaki iz različnih področij in različnimi javnostmi. Le to lahko dosežemo tudi z vabili k čim večji soudeležbi pri aktivnostih našega Državnega sveta.
Pri tem želim k sodelovanju spodbuditi tudi vas, državne svetnice in državni svetniki, saj bom z veseljem prisluhnil vsem vašim pobudam in predlogom. Prepričan sem, da je prav gotovo veliko perečih vprašanj na področjih, katera pokrivate. Na aktualne družbene zadeve se mora tako državni svet odzvati hitro, a vendarle zelo premišljeno. Dobre prakse iz preteklega sklica želim nadaljevati. Na prvem mestu želim seveda izpostaviti že prej omenjeni inštitut ponovnega odločanja oziroma po starem 4. branja, za katerega upam, da bom v državnem zboru zbranega dovolj poguma, da sprejme potrebna določila, katera bodo le to omogočila. Velika škoda je namreč, da mora dati državni svet predlog odložilnega veta, če ravno se ne strinja le z enim členom zakona, za katerega sicer ocenjuje, da je dober za sprejem. Zelo pomembno se mi zdi tudi sodelovanje s civilno družbo. Tekom preteklega mandata se je v tej dvorani zvrstila serija različnih posvetov, pa tudi predstavitev javnih mnenj, ki so pomembno prispevali na dogajanje v naši družbi. Prizadeval si bom za dobro sodelovanje z vsemi inštitucijami, pa naj si gre za pripravo zakonodajnih iniciativ ali pa za oceno ustavnosti. Prav poseben pomen nameravam posvetiti sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in z vsemi interesnimi skupinami zastopanimi v državnem svetu. Naj omenim še par projektov, katere bo prav gotovo potreba nadaljevati, pa tudi nadgraditi. Predvsem je tukaj izjemen projekt zahval prostovoljcem, ki se v različnih društvih in zvezah prostovoljno ter požrtvovalno svojim delom in znanjem razdajali ves čas. Zahvale, ki ne odtehtajo veličine njihovih dejanj, so lahko le malenkost, pa vendarle z velikim moralnim in simbolnim pomenom. Prav tako se bom zavzemal za oživljen projekt Rastoče knjige, ki je bil v javnosti zelo dobro sprejet. Na koncu naj omenim še mednarodno sodelovanje državnega sveta, kjer bo fokus dela prav gotovo množica mednarodnih zadev, katere se bolj ali manj dotikajo tudi nas v našem vsakdanjem življenju. Prizadeval si bom za dobre odnose s podobnimi inštitucijami, kot je naš državni svet iz drugih držav. Vse z željo po dobrih odnosih med državami, za boljše gospodarsko sodelovanje, kulturno razumevanje ter športno povezovanje. Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, želim si, da bodo naše razprave plodne in iskrene, izkaz spoštovanja ter usmerjena k reševanju. Vsem se vam za vaše zaupanje že vnaprej zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim druge kandidata državnega svetnika, Alojza Kovšca, da da kratko obrazložitev. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej se vam tudi jaz zahvaljujem za možnost, da danes lahko stojim tu pred vami in ponudim svoje sodelovanje v vlogi predsednika državnega sveta v prihodnjem mandatu. Najprej se bi rad opravičil vsem tistim, ki jih do današnjega dne nisem uspel kontaktirati in jim stisniti roko, tako da bi jih vsaj bolje spoznal, ampak vsi imamo svoje obveznosti, tako tudi jaz, in časa je bilo premalo, da bi to storil. Uvodoma nekaj besed o Alojzu Kovšci. Star sem 52 let, moje primarno šolanje je bilo vojaško, zaključil sem vojaško gimnazijo, se šolam na vojaški akademiji, potem sem znanja pridobil na fakulteti za družbene vede, smer politologija obramboslovja, kjer sem tudi diplomiral. Ob tem sem ob delu pridobil še naziv urarskega mojstra in zlatarja, prihajam iz obrtniških vrst in se preživljam z obrtjo, z delom svojih rok. Sem družinski mož in oče 4 otrok, večino svojega časa porabim v obrtniški delavnici, mnogo ga pa namenim tudi funkcionarskim obveznostim na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in doslej v 2 mandatih tudi v državnem svetu. Skozi 2 mandata v državnem svetu sem opravljal funkcijo podpredsednika Komisije za gospodarstvo. Tistim, ki ste me lahko spremljali, nimam kaj veliko razlagati, tisti, ki ste pa novi, lahko povem, da sem to svojo dolžnost opravljal z vso vnemo, na pošten in zagnan način in da se je obrtniški glas v državnem svetu tudi slišal.
Za kandidaturo za predsednika državnega sveta sem se odločil iz preprostega razloga. Mislim, da sem si v 10 letih nabral dovolj znanja in izkušenj, poznavanja samega sistema in odnosov sistema navzven, da lahko dam svoj doprinos, da bi državni svet funkcioniral tako dobro, kot je funkcioniral doslej, ali mogoče celo bolje. S seboj nisem prinesel nobenih revolucionarnih rešitev. Ne želim spreminjati ne ustroja, ne strukture zaposlenih, ne česarkoli drugega. Želim nadaljevati tam, kjer so moji uspešni predhodniki nehali, in nadgrajevati njihovo delo. Državni svet je previharil mnoge viharje. Nekoč smo se pogovarjali samo o tem, ali nas ukinejo ali nas ne ukinejo. Temeljno vprašanje je bilo, kakšna je dodana vrednost državnega sveta. Ta termin dodana vrednost je meni zelo tuj. Državni svet ima svojo vrednost in ta vrednost je neposredno zastopanje interesov lokalnih skupnosti, zastopanje na tak način, da te interesi pridejo na javno mesto nerafinirani in brezkompromisnih rešitev. Dodana vrednost državnega sveta ali prava vrednost državnega sveta je tudi v tem, da predstavniki stroke, ki tukaj sedimo, prenašamo svoje izkušnje, zahteve in probleme iz vrhov stroke. Če bom izvoljen za predsednika državnega sveta, se bom potrudil, da bomo podobo državnega sveta ukrojili na podobi vas posameznikov, to se pravi, da bomo več delali na razpoznavnosti posameznikov v okoljih, iz katerih prihajajo. To pa na ta način, da bomo obelodanjali vaše in moje aktivnosti in tudi rezultate dela. Kar zadeva mesto in vlogo državnega sveta v družbi. Imamo jo toliko, kolikor si jo bomo sami vzeli. Omenjeno je že bilo, da imamo zelo odmeven in kakovosten projekt Rastoče knjige in tega je treba podpreti. Imamo tudi zelo dober projekt nagrajevanja oziroma izdajanja priznanj posameznikom, ki se odlikujejo s svojim altruizmom v prostovoljnem delu. Menim, da bi bilo zelo primerno, da v naslednjem mandatu razmislimo in da to pokroviteljsko oziroma promotivno vlogo državnega sveta razširimo tudi na druge dejavnosti, ki ime Republike Slovenije nosijo po svetu in ki mladim dajejo up v boljšo prihodnost. Recimo na kulturo, šport in znanost. Torej, kar zadeva odnose državnega sveta z političnim okoljem, predvsem z državnim zborom. Uspelo nam je prehoditi dolgo pot od odprtih konfliktov do medsebojnega toleriranja, na koncu koncev celo do priznanja kakovosti in želje po sodelovanju. Proces ponovnega odločanja o zakonskih rešitvah, ki je trenutno na prepihu in se kaže možnost, da bo državnemu svetu odprla nov način, novo možnost delovanja, novo možnost vplivanja na zakonodajo, ima tudi svoje pasti. Zavedati se moramo, da ne bo več dovolj, da nek zakon ustavimo, mi bomo morali poiskati kakovostnejše rešitve in mi bomo morali te rešitve predlagati. Ta proces in to smer podpiram. Obenem si pa želim, da bi svetniki v naslednjem mandatu skozi delovanje v komisijah državnega sveta, ki so analogne odborom državnega zbora, vzpostavili komunikacijski kanal. Ne nazadnje iz lastnih izkušenj vem, da so odborniki oziroma člani odborov, poslanci člani odborov, ne malokrat posvojili predloge komisij državnega sveta in jih kot svoje amandmaje vložili v proces spreminjanja zakonov. Torej, ne samo institucionalna možnost, da vplivamo na zakonodajo drugače, ampak poskrbeti moramo tudi na medosebne stike s poslanci državnega zbora in na dobro kakovost izmenjave informacij. Verjamem, da v novem mandatu, ko bomo mi že imeli nekaj kilometrine za seboj in se državni zbor sestane v novi sestavi, je to popolnoma možno. Glede mednarodnega položaja državnega sveta lahko z veseljem ugotovim, da je že predprejšnji predsednik
gospod Kavčič na tem področju potegnil precej močne poteze. Ne vem, če veste, ampak Državni svet je tudi član Evropskega združenja senatov. To nam odpira mnoga vrata in to nam odpira prepoznavnost v svetu. Potrebno je samo še to prepoznavnost prenesti na domača tla. Ne delam si utvar, da Državni svet lahko popolnoma avtonomno in s svojimi idejami prodira v svet. Seveda je zelo pomembno, da smo usklajeni z Državnim zborom, posebno pa še z Ministrstvom za zunanje zadeve. Ampak v procesu zastopanja interesov Republike Slovenije navzven je bistvena kakovost Državnega sveta v tem, da tu sedite predstavniki različnih interesov. In kot Državni svet te parcialne različne interese lahko mirno in z vso legitimnostjo prezentiramo v tujini in smo tako rekoč predhodnica diplomaciji. Verjamem, da je to možno in verjamem, da bomo v naslednjem mandatu posegli tudi po tej možnosti. Kar zadeva ostale zakonom določene pristojnosti Državnega sveta. Predsednik Državnega zbora je danes tu izrekel zelo pomembno opozorilo. Pozabili smo, da Državni svet lahko zahteva tudi javne preiskave. Sodeč po rezultatih posvetov, kakovostnih posvetov, ki smo jih imeli veliko v Državnem svetu in ki so tudi odmevali v javnosti, nismo izkoristili svoje možnosti po uvedbi javnih preiskav za določene probleme in določene, recimo temu, napake, ki so se dogajale v preteklosti in ki so v Republiki Sloveniji povzročile tako materialno kot moralno in politično škodo. Verjamem, da je to skrajni ukrep, ampak tudi potem, če se bodo zadeve ponavljale, Državni svet lahko poseže in vam to dajem v razmislek. Dejstvo je, da prihajam iz gospodarstva. Dejstvo je, da bom z nezmanjšano voljo in željo promoviral gospodarske interese, da se bom boril za stabilno okolje za delovanje gospodarstva in da se bom boril za to, da bo gospodarstvo imelo svoj glas. Ob tem pa nikoli ne bom pozabil, da ste tukaj predstavniki tudi drugih interesnih skupin in vaše interese bom obravnaval z enako skrbjo, kot bi bili interesi skupine, iz katere sam prihajam. Ne nazadnje, Slovenija je ustavno socialna država. Socialna država deteriorira. Pravice se zmanjšujejo. Mnogo ljudi je pod pragom revščine. In ko zagovarjam gospodarske interese, bom znal stopiti tudi korak nazaj in poskrbeti za tiste, ki so v družbi v najbolj izpostavljenem položaju. Tu mislim predvsem na mlade, brezposelne, starajočo se populacijo in tudi invalide. Ne nazadnje, v ušesih mi je ostal rek, nikoli nič o invalidih brez invalidov. In verjamem, da se da to implementirati tudi na druga področja. Nikoli nič o ostarelih brez njih samih in nikoli nič o mladih brez njihovega glasu. Tu je možnost Državnega sveta, da odpre vrata civilni družbi in da v prihodnjem mandatu omogočimo tudi tistim družbenim skupinam, ki so evidentno prisotne v slovenskem prostoru, nimajo pa neposredno svojega predstavnika v Državnem svetu, da se tu pojavijo. Predvidevam, da bomo nadaljevali s posveti, z istim tempom, če ne še širše, in predvidevam, da se bomo poskušali medijsko pojavljati vsaj tako kakovostno, kot smo se doslej, če ne še boljše. Spoštovani kolegice in kolegi, jaz sem v to kampanjo vstopil popolnoma neobremenjen. Vajen sem kot bivši vojak sprejemati tudi odločitve, ki so v nasprotju z mojimi interesi. Vajen sem pa prisluhniti volji večine in vajen sem tudi tega, da iščem kompromis povsod tam, kjer je možno. Dajem prednost moči argumentov pred argumentom moči. Vkolikor me boste izvolili za predsednika Državnega sveta, bi na
mestu tu poleg sebe rad videl gospoda Miroslava Ribiča, s katerim sta šla skupaj skozi to kampanjo. In ukoliko bom izvoljen za predsednika Državnega sveta, želim ohraniti strokovno službo v obsegu, kakršnem je, in bom za generalnega sekretarja Državnega sveta predlagal gospoda doktorja Dušana Štrusa. Toliko sem vam imel za povedati, zahvaljujem se, da ste me poslušali in če mi namenite svoj glas vnaprej, hvala, če ne pa veliko sreče tistemu, ki bo imel to srečo in novo dolžnost. Hvala lepa. Zahvaljujem se kandidatu gospodu državnemu svetniku Kovšci za zelo konkretne opredelitve. No, zdaj pa prosim še tretjega kandidata, gospoda državnega sveta Popoviča, za uvodne besede. Prosim. Hvala za besedo, predsedujoči. Članice in člani Državnega sveta, najprej čestitam za našo izvolitev. Zahvaljujem se članom naše interesne skupine za tako veliko podporo, ki ste mi izrazili danes. To je zame zelo velik uspeh in sem zelo ponosen na to. Jaz sem Boris Popovič, župan mestne občine Koper. Končujem že 4. mandat. Tukaj začel teči 3. mandat, tako da posebne predstavitve mislim, da ne rabim. Seveda jaz sem istočasno velik podpornik tega Državnega sveta, tudi velik kritik tega Državnega sveta. Marsikdaj ste čuli in pohvale z moje strani, kakor tudi graje. Mislim, da je ogromno stvari v tem Državnem svetu se naredilo zelo dobro, lahko rečem tudi odlično, ampak dosti stvari pa bi se lahko še naredilo in tudi boljše. Boljše in naredilo tudi neke stvari, ki se ni nikoli naredilo, niti pomislilo, da bi se lahko delalo tukaj. Tako da mislim, da je jasno, da si nalijemo čistega vina, da politiki danes v Sloveniji nismo ne vem kot strašno spoštovani. In mi kot državni svetniki mislim, da smo tisti poklicani, najbolj poklicani, da to probamo na vsak način spremeniti. Državni zbor je tisti, je to najbolj pomembna inštitucija naše države, ki sprejema zakone. Mi smo pa tisti neki tutor, ki gledamo, da te vsakokratne koalicije pač ne zaidejo in ne sprejemajo neke zakone, ki niso v prid našim prebivalkam in prebivalcem. In mislim, da je to tisto področje, na katero se moramo maksimalno fokusirati. Imamo zelo malo moči, to je res, in upam, da bo prišlo do tega 4. branja, naredil bom vse, kar bo v moji moči, da bo do tega prišlo. Ampak tudi če ne, tudi v tem primeru bi lahko naš Državni svet mnogo več naredil, kot je naredil zdaj. Jaz sem župan enega dokaj pomembnega mesta oziroma občine v naši državi in verjemite mi, da skoraj ni zakona, ki se sprejme v Državnem zboru, pa katerakoli koalicija je že na oblasti, da ne bi bilo treba ga korigirati. Tako da mi smo tukaj tisti, tu smo predstavniki vseh interesnih skupin praktično, ki v naši državi delujejo. In zato mi smo tisti, ki moramo na terenu videti, kaj ljudje vidijo, kaj je s temi zakoni narobe, kaj bi lahko bilo boljše, kaj nam še manjka. In mi smo tisti, ki moramo sodelovati z Državnim zborom vsakodnevno in uporabiti veto. Uporabili smo ga kar nekajkrat in nekajkrat je uspešno, nekajkrat manj uspešno, nekajkrat neuspešno, nekajkrat zelo, zelo uspešno. Naj samo povem o drugem tiru. Če mi ne bi uspeli z vetom tukaj v Državnem svetu, mi nove železniške povezave med Koprom in Divačo ne bi imeli. Zdaj se gradi nova dvotirna železniška povezava in ukinja se obstoječi. Madžari bojo v tem, ali pa nekdo drugi bo v tem našem famoznem 2TDK, tej novi projektnem podjetju, bojo lastniki lahko samo 49%, Republika Slovenija bo 51%, kar pomeni, da naslednja vlada bo lahko kadarkoli menjala direktorje, menjala zakonov in podobno. Tako da uzurpacija v tem smislu nikakor več ni mogoča.
ne bomo dali Madžarom ali komu drugemu 4,5% obresti na letni ravni, ampak dali bomo točno toliko, kot je kredit na EBRD in podobno in podobno. In še. Tako da spremenili smo ogromno ravno zaradi tega državnega sveta. Če jaz ne bi bil državni svetnik, bi bil samo župan mestne občine Koper, ne bi imel možnosti priti vam, spoštovanim članicam in članom državnega sveta, povedati točno, kako je na terenu, kako stvari stojijo, ker pač to se dela na našem območju in pač mi logično malo več vemo, kot če neki drugi prilike se bo dogajalo v Murski Soboti, pa bojo svetniki iz tiste strani malo več povedali, pa se bodo dogajali pri delodajalcih, pa bojo oni malo povedali, pa delojemalcih, pa bo oni povedali in podobno. Tako da moramo se poslušati, tako kot ste vi mene poslušali, moramo tudi tem sklicu poslušati vse svetnice in svetnike in jim dati roko in jim pomagati. Moramo biti kritični, moramo vedeti, da današnje stanje ni perfektno, niti slučajno, ne živimo vsi v blaginji v naši državi, moramo se truditi, da bo boljše. Niti slučajno niso vsi zadovoljni s takim stanjem, kot je v politiki. Imamo zelo spoštovane športnike, imamo zelo spoštovane umetnike, imamo zelo spoštovane znanstvenike in še bi lahko našteval. Imamo pa zelo nespoštovane politike. In to ni prav. To moramo spremeniti. In jaz vidim ta prostor kot tisti, ki bo znanilec in ki bo začel te spremembe. Imamo ogromno možnosti na vseh področjih, tudi na mednarodnem, ampak moramo delati z glavo, več kot nas bo, bolj ko bomo složni, boljše bomo lahko predstavljali ne naš državni svet ali pa senat, kot ga imenujejo v tujini, ampak našo državo. To je zelo pomembno. Mislim, da naša država potrebuje državni svet, potrebuje nas, potrebuje naš glas in jaz sem prepričan, če bom jaz predsednik tega državnega sveta, da bo ta državni svet neprimerno boljši, kot je bil do danes. Pa ne rečem, da je bil slab, ampak recimo, če bom jaz predsednik, se kaj takega, kot smo se dovolili takrat, v zvezi s tem, da smo si dovolili, da nam odvzamejo možnost direktnega referenduma, kaj takega se ne bi smelo dogoditi. In takrat sem pač jaz takrat protestiral in pač mene to zelo boli še danes, kajti mislim, da ga nikdar ne mislim, ampak vem, da ga nismo nikdar zlorabili, ta instrument, to možnost in zato se ne bi smeli pustiti odvzeti taka pooblastila, kakor tudi nobena druga. Tako da mislim, da treba sodelovati. Jaz se želim čim večjo podporo, seveda večja, ko bo podpora, lažje bo delati v tem državnem svetu. Vse dobre stvari, še enkrat povem, ki so se dogajali v državnem svetu, sodelovanje s civilno družbo in podobno bomo obdržali in še razvijali. Vse tisto, kar pa ni bilo dobro, pa bomo skupnimi močmi, ne samo po mojih glavi, po mojih idejah, ampak po idejah vseh nas, s pridom izkoristili v dobro naših ljudi, državljank in državljanov in naše države Slovenije. Tako da zahvaljujem se vsem, ne bom dolgo vezal, jaz mislim, da sem vam povedal vse tisto, kar je nujno, potrebno in mislim, da smo lahko ponosni na naše delo v preteklosti, kar nekaj zadev, kot sem povedal, smo uspeli obrniti na bolje, ne pa vse, zato nas čaka vse skupaj v naslednjem mandatu zelo trdo delo. Strinjam se pa z obema mojima predhodnikoma in želim srečo pri tej kandidaturi. Oba sta od prve do zadnje besede, tako enega kot drugega kandidata, se vse popolnoma strinjam, tako da ne bi ponavljal čisto vse, ampak mislim, da je treba, mislim, da bi jaz bil dober predsednik in da bi lahko dal tisto dodatno vrednost, ki jo ta državni svet nujno potrebuje. Hvala vsem, hvala za vaš glas. Zahvaljujem se državnemu svetniku Borisu Popoviču, tudi njemu za angažirano vsebinsko predstavitev. Torej, vsi trije kandidati so se predstavili in najprej pozivam, če želijo predstavniki interesnih skupin postaviti kakšno vprašanje ali kakšno razpravo. Želi kdo od interesnih skupin? Nihče.
Potem prosim, če želi kdo od državnih svetnikov razpravljati. Nihče? Je potem, če se nihče ne javlja, potem bi rekel, da ni prijavljenih k razpravi. S tem je razprava zaključena okoli vseh treh kandidatov in bomo pristopili k volitvam. Gospoda doktorja Štrusa bi lepo prosil, če pojasni, kako potekajo volitve. Volitve predsednika Državnega sveta potekajo s tajnim glasovanjem. Ker so trije kandidati, bomo imeli seveda v prvem krogu 3 kandidate na glasovnici. Vsak izmed državnih svetnikov bo pristopil potem, ko bomo oblikovali sam volilni odbor. Volilne odbore, člane ste že predlagali na vaših interesnih skupinah. Po izglasovanju bo volilni odbor vodil celotne volitve, tako da boste pristopali k predsedniški mizi, prevzemali glasovnice in šli v prostor za glasovanje ter oddajali glasovnice. Kolikor kandidat ne bo prejel zadostnega števila glasov, število glasov, ki je potrebnih za predsednika je 21, to je absolutna večina, bo opravljen drugi krog, ki poteka med 2 najboljšima kandidatoma iz prvega kroga. Toliko na kratko. Hvala. Kot je pojasnil dr. Štrus, najprej seveda odločimo o sestavi volilnega odbora. Interesne skupine so podale predlog in ker ta predlog nima alternativnih predlogov, bi jaz ta seznam prečital kot predlog. In sicer najprej sem osebno Boris Šuštaršič kot predstavnik interesne skupine negospodarske dejavnosti, drugi je gospod Oskar Komac kot predstavnik interesne skupine delojemalcev. Tretjič je gospa Bojana Potočan kot predstavnica interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Četrti je gospod Jože Smole, predstavnik interesne skupine delodajalcev. In peti je gospod Tomaž Horvat, magister prava kot predstavnik interesne skupine lokalnih interesov. To je konkretni predlog volilnega odbora. Najprej pozivam predstavnike interesnih skupin, želijo kdo od njih razpravljati o tem predlogu? Ne, potem pozivam, če želi kdo od državnih svetnikov razpravljati o tem volilnem odboru. Ugotavljam nihče, torej je razprava o tem zaključena in prihajamo na odločitev. In sicer najprej ugotavljamo prisotnost. Kdo je za ta volilni odbor? Hvala lepa. Je kdo proti? Ugotavljam rezultate in sicer prisotno se je prijavilo 36 državnih svetnikov. Podani predlog so podprli 37 državnih svetnikov, nihče ni bil proti. Torej ugotavljam, da je volilni odbor izvoljen oziroma imenovan. No, zdaj pa bomo pristopili k samim volitvam in sicer vsak svetnik bo prejel glasovnico in sicer glasuje tako, da obkroži številko pred njegovim oziroma njenim imenom. Kandidat je izvoljen, kot je že bilo pojasnjeno, če zanj glasuje večina vseh državnih svetnikov, to je najmanj 21. Če noben od kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, glede na to, da imamo 3 kandidate, se opravi drugi krog glasovanja. V drugem krogu glasovanja se uvrstita kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov,
se izbere kandidat za ponovno glasovanje med kandidatoma z enakim številom glasov z žrebom. To je 81. člen našega poslovnika. Če pri drugem glasovanju nihče od kandidatov za to funkcijo predsednika ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatov. V ta namen seveda bomo prekinili sejo, da se to lahko opravi. Tajno glasovanje bo potekalo v tem prostoru in bi tudi prosil, da bodo dvorano zapustili vsi razen pomočnika sekretarja dr. Štrus in pa seveda mojega osebnega pomočnika zaradi moje invalidnosti. Tudi bi prosil, da v času glasovanja ne bi uporabljali mobitelov. Jaz mislim, da bi kar volilni odbor pristopil in da pozovemo kamere. Ja, kamere bodo tudi v celoti izključene. A želi kdo besedo? No, bi predlagal, da bi volilni odbor pristopil tu, prevzel glasovnice, pregledal skrinjico in začel postopek. Torej, nadaljujemo z točko izvolitev predsednika Državnega sveta in podajam poročilo o izidu volitev predsednika Državnega sveta. Državni svet prvič šteje 40 članov državnih svetnikov. Na prvi seji 12.12.2017 je bilo navzočih 38 državnih svetnikov. Za volitve predsednika Državnega sveta je bilo število razdeljenih glasovnic 38, število oddanih glasovnic 38, število neveljavnih glasovnic 4 in število veljavnih glasovnic 34. Tretjič, kandidati za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije so prejeli naslednje število glasov. Samil Kalil 9 glasov, Alojz Kovšca 21 glasov, Boris Popovič 4 glasove. V skladu z 43. členom Zakona o Državnem svetu in drugim odstavkom 80. člena Poslovnika Državnega sveta je kandidat izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh državnih svetnikov, to je najmanj 21. Ugotavljam, da je za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije izvoljen državni svetnik Alojz Kovšca. Iskreno čestitam. No, s tem je moja naloga upravljena in prosim novega predsednika, da prevzame vodenje te seje. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz se vam še enkrat vsem skupaj iskreno zahvaljujem in vam z tega mesta obljubljam, da bom kot predsednik Državnega sveta ravnal v interesu vseh vas. Rekel sem tudi takrat, kadar to ne bo ravno v skladu z mojimi prepričanji, ampak beseda velja in potrudil se bom, da boste vsi imeli enako odprta vrata in da bo vaše interese, ki jih bomo izglasovali tukaj, zastopal navzven vsem žarom in vsemi svojimi sposobnostmi. Hvala še enkrat.
Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo na 4. točko dnevnega reda, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon o Državnem svetu v 43. členu določa, da ima Državni svet podpredsednika, in ki ga voli z večino glasov vseh državnih svetnikov. Prvi odstavek 80. člena Poslovnika Državnega sveta določa, da kandidata za podpredsednika Državnega sveta predlaga skupina najmanj 8 svetnikov ali interesna skupina. Tretji odstavek 78. člena Poslovnika Državnega sveta določa, da Državni svet izvoli podpredsednika s tajnim glasovanjem. Tajno se glasuje z glasovnicami, to je 57. člen Poslovnika Državnega sveta. Do sedaj so vložene naslednje kandidature za podpredsednika Državnega sveta. Prva, gospod Branko Šumenjak, druga, gospod Miroslav Ribič. Torej, kandidati za podpredsednika Državnega sveta so že dali svoje pisno soglasje za prevzem kandidature. Ugotavljam, da so bile volitve v Državnem svetu predložene naslednje kandidature za podpredsednika Državnega sveta. Branko Šumenjak, Miroslav Ribič. Kandidat za podpredsednika Državnega sveta, gospod Branko Šumenjak, je dal pisno soglasje za prevzem kandidature, prav tako kandidat za podpredsednika Državnega sveta, gospod Miroslav Ribič, je dal pisno soglasje za prevzem kandidature. Ali želi besedo kandidat za podpredsednika Državnega sveta, gospod Branko Šumenjak? Gospod Šumenjak, izvolite. Ja, hvala za besedo. Še enkrat čestitke, gospod novi predsednik. Seveda, na kratko, zaradi novih članov, ki me še ne poznajo, jaz sem v prejšnjem mandatu že opravljal v drugi polovički funkcijo podpredsednika in sem želim to nadaljevati, če se boste seveda za mene odločili. Jaz sem v prejšnjem mandatu poskušal s predsednikom sodelovati, kolikor je bilo to seveda mogoče. Želim si, da bi s tem novim predsednikom sodeloval še boljše, zastopal bom vse njegove interese in pa interese vas, tako kot je povedal predsednik, in si želim, da bi ta mandat zapeljali v pravo smer. Seveda pa je podpredsednik tisti most med predsednikom in pa vsemi vami, ki sedite tukaj, in to sodelovanje je bilo v prejšnjem mandatu dobro in upam, da bo tudi v naslednjem. Kaj več o sebi ne bi govoril, tisti, ki me poznate, tisti, ki pa me še ne poznate, pa me boste v kratkem spoznali. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Šumenjaku. Ali želi besedo kandidat za podpredsednika Državnega sveta, gospod Miroslav Ribič? Gospod Miroslav Ribič, izvolite, beseda vaša. Dobar dan želim. Nekdaj bi jaz to rekel, mladost pa izkušenost, ampak tokrat je izkušenost pa neznanje. Jaz sem danes prvič v Državnem svetu, vendar mislim, da lahko z tem predsednikom postanemo en dober tim, en dream team, in vam obljubim, da v vseh časih, katerih se poznam Državni svet, jaz mislim, da je en osnovni problem pri Državnem svetu je prepoznavnost, verodostojnost in pa kredibilnost. In če lahko obljubim vse te 3 besede, katere sem izrekel, bom delal na temi, da bomo krepili in da bom dober podpredsednik. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodu Miroslavu Ribiču in odpiram razpravo. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ugotavljam, da ne. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Prav tako ne. Zaključujem razpravo. S tem je razprava zaključena in prehajamo na tajno glasovanje. V skladu z 58. členom Poslovnika Državnega sveta tajno glasovanje vodi odbor, ki ga sestavljajo predsedujoči in 4 na seji izvoljeni državni svetniki. Interesne skupine so že predlagale člane volilnega odbora, zato predlagam enako sestavo kot pri volitvah predsednika Državnega sveta. Ali se s tem strinjate? Torej,
Še enkrat preberem sestavo volilnega odbora za izvedbo tajnih volitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Kot prvi gospod Boris Šušteršič kot predsednik interesne skupine negospodarskih dejavnosti, gospod Oskar Komac kot predstavnik interesne skupine delojemalcev, gospa Bojana Potočan kot predstavnica interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, gospod Jože Smole, predstavnik interesne skupine delodajalcev, gospod Tomaž Horvat, magister prava kot predstavnik interesne skupine lokalnih interesov. Vsak državni svetnik prejme glasovnico, za kandidata se glasuje tako, da se obkroži številka pred njegovim oziroma njenim imenom. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh državnih svetnikov, to se pravi vsaj 21 svetnikov. Če nobeden od obeh kandidatov ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. Tajno glasovanje državni svetniki opravljajo v prostoru, kjer poteka seja, torej v tej dvorani. V ta prostor v času izvedbe glasovanja nimajo vstopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. Zaradi navedenega prosim vse, razen državnih svetnic in svetnikov ter namestnika sekretarja Državnega sveta in osebnega asistenta gospoda Borisa Šušteršiča, da zapustite dvorano. Hvala lepa za razumevanje. Člani volilnega odbora, vabim vas, da pristopite k predsedniškemu pultu, da od namestnika sekretarja Državnega sveta prevzamemo volilno gradivo in pričnemo z volitvami. Prosim, če preštejete glasovnice, pregledate in zapečatite glasovno skrinjico, ki je na koncu mize delovnega predsedstva, in razdelite državnim svetnicam in svetnikom glasovnice po glasovalnem seznamu oziroma volilnem imeniku. Spoštovani državni svetniki, dovolite mi, da prečitam poročilo o izvidu volitev podpredsednika Državnega sveta. Torej, udeležencev je bilo 38. Število razdeljenih glasovnic 38, število danih glasovnic 38, število neveljavnih glasovnic 3 in število veljavnih 35. Rezultati so pa naslednji. Branko Šumenjak 16 glasov, magister Miroslav Ribič 19 glasov. Torej, ker ni nihče dobil zahtevanih 21 glasov, je treba celotni postopek kandidiranja ponoviti. Zato predlagam, da predsednik Državnega sveta določi določen odmor, da steče celoten kandidacijski postopek. Bodi si interesne skupine, bodi si skupina 8 državnih svetnikov. Obrazci v ta namen so pri gospodu Štrusu na predsedniški mizi. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku volilnega odbora. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam 10-minutno prekinitev, upam, da bo to dovolj. Pozivam kandidate. Se opravičujem. Izvolite, gospod Šumenjak, imate besedo. No, se ne ponovi še enkrat glasovanje z istimi kandidati brez ponovljene, ker se spomnim, pred 5 leti smo imeli isti primer za predsednika. Brez ponovnih kandidatur se je glasovalo še enkrat. Spoštovane kolegice in kolegi, ali se strinjate, da vložene kandidature štejejo kot ponovno vložene? Da ne opravljamo tega postopka zbiranja podpisov še enkrat? Se? Jaz bi to dal na glasovanje. Glasujemo o tem, da že vložene kandidature štejemo kot ponovno vložene kandidature. Najprej preverjamo prisotnost. Takole. Ugotavljam, da smo z 32 glasovi. Pardon. Ne, se opravičujem. Ugotavljam, da smo z 32 glasovi potrdili prisotnost in sklepčnost. Prehajamo na glasovanje. Ja. Ok, se opravičujem. To se bom moral še naučiti. Še enkrat preverjamo prisotnost. Smo? Hvala.
Zdaj greš pa na, Prisotnih 37. zdaj greš pa na za. Kdo je za? Gremo na glasovanje. Kdo je za? Ti glasuješ za? Lepo spravo. 35 za. Kdo je proti? Ugotavljam, da nihče ni glasoval proti. Za je glasovalo 35 svetnic in svetnikov. In ugotavljam, da so že vložene kandidature veljavne za drugi krog volitev podpredsednika Državnega sveta. Prosim, da postopek še enkrat ponovimo. 10 minut, da služba pripravi. 10 minut odmora, da pravna služba Državnega sveta pripravi glasovnice. Hvala. Začenjamo 10 do 3. Dovolite, da razglasim rezultate glasovanja. Število razdeljenih glasovnic 37, število oddanih glasovnic 37, število neveljavnih glasovnic 3, število veljavnih 34. Oba kandidata sta dobila po 17 glasov, kar pomeni, da ni nihče izvoljen. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, smo zopet na izhodiščni poziciji. V tem primeru sem prisiljen predlagati, da kandidacijski postopek ponovimo. Torej, zbiramo kandidature. Če obstoječa kandidata želita še enkrat vložiti kandidaturo, prosti ste pa tudi ostali. Kolega Ozimič, izvolite, imate besedo, prosim, kar zagovorniški odor. Dva kroga volitev sta pokazala, da je na nek način pad pozicija. Mislim, da po poslovniku ni potrebno izvoliti podpredsednika na prvi seji in predlagam, da se opravi normalni kandidacijski postopek, tako da lahko v njem sodelujejo vsi tisti predlagatelji, ki bi v tem postopku želeli sodelovati. Torej, podpis kandidature z podpisi kandidatom za podpredsednika in pa da tudi lahko na normalen način sodelujejo interesne skupine. Eden od kandidatov je bil predlog interesne skupine, torej za ponovno kandidaturo bi se morala sestati lokalna interesna skupina lokalnih interesov. Glede na to, da ni izvolitev podpredsednika konstitutivni element Državnega sveta, torej Državni svet je konstituiran, ker ima predsednika, predlagam, da se ponovne volitve podpredsednika Državnega sveta predstavijo na naslednjo sejo, v tem času se pa lahko izvede normalni kandidacijski postopek. Ja, se predlagam, da da to predsedujoči na predsednik Državnega sveta na glasovanje. Hvala lepa, kolega Ozimič. Ali želi besedo še kateri izmed svetnikov? Ne. Potem dajem na glasovanje predlog državnega svetnika Milana Ozimiča, da se kandidacijski postopek in volitve podpredsednika Državnega sveta prestavi na naslednjo sejo Državnega sveta. Glasujemo. Prisotnost. Hvala. Prisotnih je 37 državnih svetnikov. Glasujemo, kdo je za ta predlog. Hvala. Kdo je proti temu predlogu? Hvala. Ugotavljam, da je Državni svet sprejel predlog državnega svetnika gospoda Milana Ozimiča, da se kandidacijski postopek in volitve podpredsednika Državnega sveta opravijo na naslednji seji Državnega sveta. Predlog je bil sprejet s 35 glasovi za in nobenim glasom proti. Ugotavljam, da podpredsednik Državnega sveta na tej seji ni bil izvoljen. S tem zaključujemo 4. točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije.
Zakon o Državnem svetu Republike Slovenije v 46. členu določa, da ima Državni svet sekretarja, ki ga imenuje Državni svet. Prvi odstavek 82. člena poslovnika določa, da imenuje Državni svet sekretarja z javnim glasovanjem na predlog predsednika Državnega sveta. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da na moj predlog imenujemo dr. Dušana Štrusa kot sekretarja Državnega sveta. Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? Kolega Cvetko Zupančič, izvolite. Besedo ima kolega Zupančič. Hvala lepa. Prva razprava pri novom predsedniku. Jaz gospoda Štrusa podpiram, ampak bi pa izpostavil dve stvari. Ena zadeva, jaz sem že prej mislil, ko smo predsednika volili, pa sem pa nekako izpustil. Želim, da predsednik sklicuje na 3 mesece tudi razširjeni kolegi. Tukaj so vabljeni tudi predsedniki komisij, kajti zelo velikokrat se dogaja to, da predsednik interesne skupine pač ne poroča celovito, kaj se je na kolegiju dogovarjalo in marsikaj se potem na samem interesni skupini tudi ne ve. Prav je, da predsednik komisije, ki komisije vodijo, so tudi seznanjeni z dogajanji na kolegiju, se pravi, da pridobije tudi te informacije. Drugo bi pa želel še ena zadeva, da Komisija za kmetijstvo v Državnem svetu med njihovimi zaposlenimi nima kadra agronomije, se pravi, ni sekretar kmetijstva, nima strokovne izobrazbe, to namenske, kot je komisija. Zadnji sekretar je bil gospod Žličar, ki je bil agronom. Potem pa smo prevzeli pravnika, da je gospa Ana Ivas in pa ta še ena gospa so bile sekretarke komisije in bi želel, da se tudi za prihodnje sekretar posvetuje z interesno skupino in da se skupaj dogovori, kdo bo sekretar posamezne interesne skupine in pa komisije, zato ne da se kar dodeli nekoga, pa ne mislim nič slabega o nobenemu, ampak da se dogovorimo zato, da potem se s tem človekom tudi lažje dela. Jaz sem teh stvari šel precej skozi in stališče Državnega sveta je zelo pomembno tudi, kako je mnenje napisano. In dostikrat je mnenje potem ima lahko predsednik komisije težave, ki usklajuje mnenje, ali je to dobro ali ni dobro, in če je ta strokovc dobro pozna delovanje, se pravi, tudi dobro povzame razpravo, dobro zasleduje, potem je mnenje dobro, če pa ni, pa je mnenje slabše. In zato želim, da bi tudi na tem področju pač se na interesni in s komisijem ta strokovni sodelavc uskladil in da potem to lepo teče. Hvala lepa. Sem razumel? Hvala lepa, kolega Zupančič. Samo še besedo, kolega Zupančič. Če ste že tu, jaz sem pričakoval mnenje tudi o državnem sekretarju. Podpirate. Hvala lepa. Torej, želi še kdo razpravljati na to temo? Če ne, lahko rečem, da je kolegi predsednika Državnega sveta seveda v pristojnosti predsednika Državnega sveta. Jaz ne vidim nobenih težav, da bi sklicevali razširjeni kolegi. Mislim, da bo to tudi ena izmed dodanih vrednosti. Ne nazadnje se bo treba o mnogih stvareh že na začetku pogovoriti in mislim, da bo šlo potem skozi mandat lažje. Kolega Zupančič, obljubljam, da bomo to storili brez težav. Kar zadeva pa razporejanje zaposlenih v Državnem svetu, lahko asistiram s svojimi sugestijami generalnemu sekretarju, ampak to zadevno nimam nobenih pristojnosti, te so na sekretarju. Tako je. Torej, zahvaljujem se in zaključujem razpravo. Želi še kdo razpravljati? Ne. Potem predlagam, da o mojem predlogu za sekretarja Državnega sveta, dr. Dušana Štrusa, glasujemo javno. Torej, najprej preverjanje prisotnosti.
Hvala. Prisotnih je 36 državnih svetnic in svetnikov. Glasujemo, kdo je za. Hvala. Kdo je proti? Ugotavljam, da je Državni svet na svoji prvi konstitutivni seji imenoval gospoda dr. Dušana Štrusa za sekretarja Državnega sveta. Dovolite mi, da mu v svojem osebnem imenu in v imenu vseh vas, državnih svetnic in svetnikov, čestitam in zaželim veliko uspešnega dela z nami sami skupaj. Spoštovane državne svetnice in svetniki, ugotavljam, da smo uspešno zaključili vse točke dnevnega reda prve seje Državnega sveta Republike Slovenije. Zahvaljujem se vam tudi za sodelovanje na seji in vas hkrati vabim na fototermin v preddverje dvorane. S tem tudi zaključujem prvo sejo Državnega sveta ter vam želim srečno pot domov. Seja je zaključena ob 15:20. Hvala lepa. Nekaj